Kot smo že na skupščini povedali, poslovanje v letu 2015 je bilo zelo uspešno. Tudi prvo četrtletje leta 2016 nadaljujemo uspešno in ocenjujemo, da bomo tudi v letošnjem letu izpolnili vse načrte. Obdobje zgodovinsko nizkih obrestnih mer ima pomemben vpliv na poslovanje zavarovalnice, kar samo pomeni, da moramo še bistveno bolj biti usmerjeni v našo osnovno dejavnost, se pravi dobičkonosnost zavarovalne dejavnosti, ker donosi od naložb ne bodo več taki, kot so bili v preteklih letih. Zaenkrat zavarovalnica Triglav ostaja pri svoji osnovni dejavnosti, to je zavarovalni posel in pa upravljanje premoženja. Načrte smo v začetku leta objavili, dobiček pred obdavčitvijo naj bi znašal med 80 in 90 milijonov evrov. Jaz mislim, da je zavarovalnica Triglav s svojim poslovanjem dokazala, da lahko, ne glede na to, ali država ima glasovalne pravice ali ne, uspešno deluje. To izkazujejo naši poslovni rezultati, to dokazuje naša dividendna politika, ki je že stabilna in 2 leti zaporedoma izplačujemo 2,5 evra, kar je skoraj glede na današnjo ceno 9% donos glede na borzno ceno. In glede na trenutno poslovanje zavarovalnice Triglav ocenjujem, da bo podobna dividendna politika tudi v bodoče. Kar se tiče malih delničarjev, verjamem, da so prepoznali zavarovalnico Triglav kot eno možno dobro naložbo, dolgoročno naložbo. Saj je to družba, ki zadnja 4 leta stabilno izplačuje dividende in verjamem, glede na sprejeto dividendno politiko in na vizijo zavarovalnice Triglav, da bi rasla tudi v regiji, da bomo tako dividendno politiko tudi v bodoče nadaljevali. Vse je odvisno od države. Država ima niti in platno v svojih rokah. Jaz ne vidim nobenega razloga za morebitni preplah. Hrvaški lastniki so tako kot vsi tujci portfeljski lastniki, njih zanima dobro poslovanje in dobra dividendna politika. Do sedaj se nam niso vpletali v poslovanje, tudi v našem nadzornem svetu je član, katerega zanima izključno samo posel in posel. Kakšen prevzem? Glejte, strateška komisija, ki jo vodi gospod Kastelic, podpredsednik, se ozira po morebitnih tarčah. Pričakovati v Srbiji mora biti tender za Dunav, prodajo večinskega seveda to Triglav sigurno zanima. Na Hrvaškem je pričakovati, da bo med 24 zavarovalnicami, ki so na trgu, katera izpregla iz trga in tudi tam se oziramo z morebitnimi manjšimi tarčami. Cilj zavarovalnice Triglav je, da na vseh trgih, kjer je prisotna, dosežemo najmanj 10% delež in to strategijo zasledujemo, da bomo pač z najmanjšimi stroški, seveda, če bo dobra firma in ugodna cena, bomo šli tudi v nakup.